Pozdravljeni v podkastu Zgodbe v posebni seriji iz Kitajske. V drugem delu se iz Šanghaja selimo v Peking, kjer sem se srečal z izkušeno novinarko in urednico, ki že 45 let živi na Kitajskem. Z Melindo Liu sva bila dogovorjena v majhni kavarni, ki jo je izbrala, ker imajo tam da res dobro kavo. In res so jo imeli, kakovostno južnoameriško. Rinč se imenuje umetniški, tako rekoč hipsterski prostor, skrit v notranjem dvorišču ene izmed stavb blizu stare diplomatske četrti. We're in a place that in the 80s was considered sort of on the edge of Beijing. Srečala sva se skorajda v središču Pekinga, samo kakšne pol ure hoje od trga nebeškega miru in prepovedanega mesta. If you just keep going west, you'll be right at the Forbidden City in Tiananmen Square. It's called Chang'anjie. Tukaj so še danes nekatera veleposlaništva, na primer avstrijsko, medtem ko sta ameriško in tudi slovensko na drugi strani mesta. Za Melindo Liu je prihod v Peking predstavljal kar velik kulturni šok. Navkljub kitajskim koreninam ni imela nikakršnih povezav, zato se je obrnila na takratnega dopisnika Tanjuga. Okay, so he worked for what was it called? Tanjuk? Tanjuk, he was state agency. Dopisnik Tanjuga, dobro informiran in šaljiv jugoslovan stare šole, jo je predstavil kolegom in jo uvedel v svet dopisništva iz tako specifične države, kot je bila in je še vedno Kitajska. But his embassy was really in deep because of the party stuff, so they knew a lot of stuff. Kitajska je bila v začetku 80-ih še vedno izjemno revna država. This was a poor country in that 80s, totally different that now. Very poor. Ena prvih zgodb, ki jih je novinarsko pokrivala, so bili tako imenovani peticionisti. Gre za revne ljudi iz provinc, ki so po izgubi zemlje ali kot žrtve kulturne revolucije prihajali v Peking s trebuhom za kruhom in v upanju, da bo država prepoznala njihovo krivico, jim omogočila življenje in delo v mestu. So these guys came to Beijing and Ti reveži so bili brez prebite pare. V Pekingu so si postavili šotore oziroma se čez jarke napeli na kakšno streho. so they were living in a kind of a little tent city. It was kind of like a ditch. Melinda je veliko pisala o beguncih, z vitostjo je uspela priti v stik z njimi. Tujcev sicer niso pustili blizu. So I thought that I could wear a big old Chinese coat. Izkoristila je svoje kitajsko poreklo in se oblekla kot revna Kitajka. Star plašč, klobuk in platneni čevlji. Če si imel snene, je bilo jasno, da si tujec. Only foreigners had leather shoes. Begunci so ji zaupali, verjeli so, da lahko objava njihovih zgodb po tujini predstavlja pritisk na kitajsko oblast. Nekaterim se je življenje res izboljšalo, drugi so verjeli, da se jim bo izboljšalo, čeprav v resnici ni bilo vedno tako. A v zraku je bilo čutiti optimizem. But for a journalist, it was a great story. It was a really great story. Things were changing, people were hopeful. In kako Melinda Liu vidi Kitajsko 45 let pozneje? Je optimizem zmagal? How you see China from this perspective of 45 years? I think there's been a sea change in people's attitudes. Vsekakor so se razmere za Kitajce močno spremenile. Živijo veliko bolje kot pred desetletji in na nek način se je njihov optimizem uresničil. Tudi zato imajo še vedno razloge, da ta optimizem obdržijo. Is that there's a vast rural population. V relativnem blišču kitajskih mest pogosto pozabljamo, da je podeželsko prebivalstvo še vedno revno, brez pravih možnosti, da se generacijsko izvije iz primeža revščine. Nekaj upanja lahko imajo v šolski sistem, a hkrati so mnogi ugotovili, da niti diploma ne pomeni nujno večjih možnosti. Some of them had discovered that the college education that their kids got was not really worth it. Melinda pri mnogih Kitajcih v mestih opaža, da so postali ravnodušni. Delajo ravno toliko, da preživijo, ne želijo pa pretirano garati ali razmišljati o napredku. They're just doing the absolute minimum required to get by. They don't want to think too much, they don't want to work too hard. Takšno vzdušje med ljudmi vpliva tudi na gospodarstvo. And what it translates into at the retail level is this is why consumer confidence is so low. Potrošnja se je zmanjšala, kupna moč je veliko manjša, kot bi si želela vlada. Hkrati pa se mladi vse manj poročajo in imajo vedno manj otrok. There are a lot of Chinese women who don't want to have children. Mnoge ženske ne želijo imeti otrok, ker se bojijo izgube neodvisnosti, težko dobijo službo, imajo lastne kariere.
Ne želijo živeti skupaj s fanti, saj so v preteklosti mnoge po poroki izgubile lastništvo ali solastništvo stanovanj. There have been cases where a boyfriend and a girlfriend, they live together, then they get married, and then in the end, the husband owns the whole thing. And even though they shared 50-50, the wife doesn't own anything. Zanimalo me je tudi, kakšne posledice je na kitajsko družbo pustila pandemija koronavirusa. Kot je znano, so Kitajci ponižno sprejeli zelo ostre vladne ukrepe. Praktično vsi domačini, s katerimi sem se pogovarjal, so povedali, da ne čutijo posledic in da je zdaj Kitajska le še močnejša in odpornejša. How pandemics change China's society? Kaj pa opaža novinarka Melinda Liu? I think the pandemic had a very significant impact on Chinese society. Koronavirus je zelo vplival na kitajsko družbo. Mnogi so doživeli tudi zelo travmatične izkušnje, o katerih pa ne govorijo, kar je zelo slabo. Zato je tudi veliko primerov depresije, posttravmatskega stresa. I think that for some young Chinese, several years of not being in school. Mladi so tudi zaradi odsotnosti iz šol postali bolj introvertirani, manj družabni in bolj pasivni. Opaža, da niso več tako radovedni, kot so bili nekoč. Maybe more passive. No, kljub temu, da je na površju opaziti številne negativne signale, pa Melinda vseeno misli, da imajo Kitajci še vedno tudi razloge za optimizem. Pomanjkanje denarja ni največji problem, le pri porabi so previdni. Zavedajo se, da čas ni pravi za zapravljanje in da morajo imeti prihranke, če se zgodi kaj nepričakovanega. Še vedno pa določeni deli družbe vidijo možnosti za napredek. Predvsem na podeželju se ponujajo nove priložnosti. So potrpežljivi. Številni Kitajci so pripravljeni preprosto počakati. Razvoj, kot ga je Kitajska doživela v zadnjih 2, 3, 4 desetletjih, ljudi samo po sebi navdaja z optimizmom, da se lahko kaj takšnega ponovi, če tudi to ni realno. Resnične želje po spremembi sistema navkljub tudi sramežljivim kritikam oblasti ne vidi. Revolucije ni pričakovati, a drobnih sprememb si ljudstvo želi in zdi se, da to razume tudi partijska oblast. Dotaknila sva se še aktualnih kitajsko-ameriških odnosov. Kitajsko in Združene države Amerike čakajo resni gospodarski izzivi. Dogajanje je nepredvidljivo, a vedno je bilo tako. Misli celo, da so Kitajci zdaj bolje pripravljeni na Trumpa, kot so bili v njegovem prvem mandatu. Četudi se zdi v trenutnih razmerah dogovor nemogoč, pa za krinko ekscentričnih ameriških voditeljev na eni in skrivnostnih kitajskih partijcev na drugi strani v resnici tlijo isti interesi. All things being equal, if they can deal with a leader. Kitajska je pripravljena sprejeti dejstvo, da bi se lahko na koncu dogovorila s Trumpom. On je poslovnež in bo pripravljen na pragmatičen sporazum. Ne zanimajo ga vrednote, načela ali drugi abstraktni koncepti. Tudi Kitajci so dobri poslovneži. Že stoletja se ukvarjajo z diplomacijo, zunanjo politiko. Občasno pa seveda delajo napake ali vlečejo nelogične poteze. Sicer sramežljivo, a očitno kitajsko navdušenje nad Elonom Muskom opaža tudi novinarka Melinda Liu. A lot of Chinese would say, Elon Musk is in the White House now. And of course he's a huge star. Kitajci obožujejo Elona Muska. Všeč jim je, da ima rad Kitajsko, je prisoten na njihovih družbenih omrežjih, obiskuje kitajske restavracije in na splošno dela stvari, ki jih zabavajo.
Kitajski voditelji se jim zdijo dolgočasni, zato obožujejo vsakega, ki jih zna zabavati. Trump je zabaven, igriv, Musk pa je morda še bolj zanimiv, saj je še bolj nepredvidljiv. Playful, you know. And I think they think Musk is even more fun because he's even more unpredictable. They're both unpredictable. Melinda Liu je izjemno izkušena novinarka. Bila je priča pokolu na trgu Nobeškega miru v Pekingu leta 1989. Leto dni prej je poročala iz takratne Burme, kjer so oblasti krvavo zatrle študentski upor. Kot posebna dopisnica tednika Newsweek je poročala iz Bagdada med ameriškim bombardiranjem mesta leta 2003. Prejela je številne ugledne nagrade, najbolj pa je ponosna na prav posebno zgodbo. This year will be the 80th anniversary of the end of World War II. Letos mineva 80 let od konca druge svetovne vojne. Z njo pa je močno povezan tudi njen oče. My father was born in China. My father and mother were both born in China. Njen oče in mama sta bila rojena na Kitajskem. Takoj po drugi svetovni vojni sta se preselila v Združene države. Melinda se je rodila v Minnesoti. Oče je bil letalski inženir in zelo zaveden Kitajec. Zelo se je upiral japonski okupaciji Kitajske. But then when the Japanese attacked the American military base at Pearl Harbor, Po japonskem napadu na Pearl Harbor so leta 1942 Američani kot povračilni ukrep bombardirali japonsko otočje. Želeli so dokazati, da je tudi Japonska dosegljiva zavezniškim silam. this was called the Doolittle Raid because of the leader Jimmy Doolittle, who was a legendary American aviator. Operacija je po imenu poveljnika znana tudi kot Doolittleov napad. Bombniki so prvič v zgodovini ameriške vojske poleteli z letalonosilk. Po bombardiranju pa je del letal pristal na Kitajskem. At the very last minute there was a tailwind that kind of pushed them over China. Melinin oče je pomagal reševati ameriške pilote na kitajskem podeželju, saj je zaradi študija govoril angleško. Po vojni, ko se je preselil v ZDA, je bil tesno povezan s preživelimi piloti. Vsako leto so se srečevali in obujali spomine. Večkrat je vzel s sabo tudi hči. This group of people called the Doolittle Raiders are having a reunion here. Melinda je v zgodbi skozi prizmo svojega očeta posnela večkrat nagrajeni dokumentarec. So I made this very modest film. Melinda na to temo organizira tudi posebne ture po kitajskem podeželju, kjer so pristali ameriški piloti. To počne skupaj z možem, upokojenim britanskim bankirjem, s katerim v Pekingu skupaj vodita tudi Kraljevsko-azijsko združenje, ki pripravlja različne kulturne dogodke. I could easily go to the States. I have a house there. V Ameriki imata hišo, ravno sta se vrnila s potovanja po Laosu. Zagotovo pa bosta še nekaj časa ostala na Kitajskem. And I'm still doing very interesting stuff. Not all of it is journalism. Peking morda ni tako sproščen kot Šanghaj, vendar ponuja zelo zanimivo družabno življenje, kjer se lahko na večerji srečajo različni umetniki, glasbeniki in intelektualci. But the people in Beijing are some of the most interesting people. You can go to a dinner party and it's just like an amazing group of people of different types, artists, musicians, all kinds of stuff. In prav na enega izmed takšnih dogodkov se je po pogovoru za Val 202 odpravljala Melinda Liu, vodja pekinške pisarne ameriškega tednika Newsweek. Melinda, thank you very much for your time to really nice talk for Slovenian public service in a really nice place. Yes, thank you. It was a pleasure. Poslušali ste drugo epizodo podcasta Zgodbe z Kitajske. Pišete mi lahko na luka.hvalc@rtvslo.si. Vesel bom vaših odzivov in predlogov. Podcast Zgodbe lahko tudi ocenite in se nanj naročite v vseh aplikacijah. Naslednjič pa se sprehodimo in zapeljamo po Wuhanu. 首先也是团聚，然后希望小孩子能听话一点。 Wuhan je sicer seveda znan zaradi koronavirusa, a je predvsem zelo razvito visokotehnološko mesto s kar 13 milijoni prebivalcev. 其他的都是小事吧，觉得如果所有人都身体健康，那就够了。